Mislim, da lahko kljub odsotnosti enega izmed panelistov se nam v kratkem pridruži. Pričnemo, torej upam, da ste se malenkost okrepčali, odpočili, v mislih malce razdelali vse tisto, kar ste slišali na prvih dveh panelnih diskusijah. Sledi pa tretja in hkrati tudi zadnja panelna diskusija z naslovom COBISS v šolskih knjižnicah, oblikovanje dodane vrednosti. Vodja panela je sodelavec uporabniškega servisa Tadej Serdinšek, ki že vrsto let uspešno sodeluje s šolskimi knjižnicami pri različnih projektih in aktivnostih. Aktivno je bil vključen v projekt vključevanja šolskih knjižnic v sistemu COBISS. Pripravlja in izvaja izobraževanje v Sloveniji in drugih državah COBISS.net. Prav tako pripravlja video vsebine in redno vodi spletne seminarje, na katerih predstavlja različne vsebinske sklope dela v programski opremi COBISS. Tadej pa sam zase pravi, da v Izumu deluje kot močan zagovornik čim boljše uporabniške izkušnje. Gospod zagovornik Tadej, beseda je tvoja. Hvala, Brane. Pozdravljeni še v mojem imenu na tej današnji okrogli mizi z naslovom COBISS v šolskih knjižnicah, oblikovanje dodane vrednosti. Danes smo zbrali tukaj panel večjih šolskih knjižničarjev, tako da z menoj je najprej na moji levi Janko Strahinič, ravnatelj osnovne šole Metlika. Ob njem je Mateja Kokošar, ki prihaja iz osnovne šole Antona Globočnika Postojna. Sledi Andreja Urbanec, ki je knjižničarka na osnovni šoli Orehe Kranj. In knjižničarke iz druge gimnazije v Mariboru, torej magistrica Barbara Škrbič in magistrica Gordana Banjanin. Še ekstra se zahvaljujem zadnji panelistki, ki pa je študentka druge gimnazije v Mariboru, to je Alja Kukovič. Danes bomo skupaj s sogovorniki govorili o delu v šolskih knjižnicah in o nekaterih možnostih, ki jih ponuja sistem COBISS. Predstavili bomo nekatere storitve, ki jih lahko knjižničarji svojim učencem in dijakom ponudijo in na ta način spodbujajo njihovo proaktivnost. Že dejstvo, da imajo naši učenci, dijaki, študenti na svoji izobraževalni poti ves čas na voljo isti knjižnično-informacijski sistem, je velika prednost in tega se moramo zavedati in ceniti. Prav tako smo neke vrste unikum v svetovnem merilu, kajti zavedati se moramo, da učenec prvega razreda in študent zadnjega letnika študija iščeta gradivo na isti način. Oba gresta na COBISS Plus in poiščeta gradivo, prav tako je njuna knjižnica vključena v sistem COBISS. Ravno v tem obdobju izobraževanja je tudi ta vloga knjižničarja zelo pomembna, saj jim lahko da vse te veščine in znanja, ki jim bodo koristile v celotnem življenju. Ta naš dogodek je tudi zelo lepa priložnost, da povzamemo prehojeno pot šolskih knjižnic v našem sistemu. Naj povem, da že leta 1991 se je vključila v COBISS prva šolska knjižnica. To je bila knjižnica druge gimnazije v Mariboru, ko je tudi danes tu z nami. Zdaj, tako govorimo o letnicah, nekako na neki ravni, letnica je, ampak se nas zavedamo, kaj pomeni. Če damo to letnico v časovni kontekst, ko se je knjižnica druge gimnazije vključila v sistem COBISS, sem sam obiskoval še vrtec, tako da je kar nekaj časa nazaj, no. V začetnem obdobju so se vključevale predvsem srednje šolske knjižnice, nato pa leta 2000 se je vključila tudi prva osnovnošolska knjižnica. Tako je nekako vključevanje posameznih knjižnic potekalo do leta 2016, ko pa se je začel oziroma se je izvedel projekt vključevanja šolskih knjižnic v sistem COBISS. Takrat smo v nekaj več kot 2 letih v sistem se je vključilo kar 463 knjižnic. In to je bil velik zalogaj za nas na Izumu, za knjižničarje same, tudi za ministrstvo, za vse sodelujoče, to je bila kar velik podvig. In upam si reči, da smo ga vsi skupaj s skupnimi očmi z veliko mero razumevanja in sodelovanja v pozitivni luči smo ga dobro izpeljali. In vidimo, da smo zdaj tukaj, ko imamo v sistemu COBISS vključenih kar 644 šolskih knjižnic. Naj poudarim, da to, ko govorim šolske knjižnice, pomeni osnovnošolske in srednješolske. Fakultetne in visokošolske tukaj niso štete. To je res velika, impresivna številka. Kaj to pomeni v sistemu? Vsaka druga od 3, torej 2/3 knjižnic v COBISS-u v Sloveniji je trenutno vrste šolske knjižnice. Zavedamo se, da s tem imajo tudi svoj glas, ki ga se trudimo upoštevati pri
dopolnjevanju programske opreme. Na tem mestu bi mogoče je priložnost, da omenim nekaj dopolnitev, ki smo jih naredili v želji, da olajšamo knjižničarjem, ne samo knjižničarjem osnovnih šol in srednjih šol, šolskih knjižnic, vsem knjižničarjem, da olajšamo delo. Ena taka velika dopolnitev je bila, ko smo pripravili možnost priljubljenih izpisov. Veste, da v Cobisu, da knjižnice nasploh potrebujejo veliko izpisov in to je včasih kar izziv potem navigirati. No, z pomočjo priljubljenih izpisov si knjižničar sam pripravi seznam izpisov, ki pri svojem delu najpogosteje potrebuje in si tako olajša svoje delo. Pripravili smo nekatere nove izpise za potrebe šolskih knjižnic, ko so se izkazali, da jih potrebujejo. To je na primer seznam gradiva s številom vseh izvodov in izposojenih izvodov v tem trenutku, seznam izposojenih učbenikov po oddelkih, letnikih in tudi druge. Na pobudo šolskih knjižnic smo še v opremi Cobis 3, danes smo videli, da je že aktualna Cobis Lip, ampak v Cobis 3 smo dodali tudi naslovnice. Dodali smo jih v katalogu, prav tako so lahko knjižničarji hitreje videli podatke o svojih članih in v oknu gradiva domače knjižnice. Sedaj v Cobis Lip smo naredili že tudi tukaj korak naprej in so vse te naslovnice dostopne že v osnovnem nivoju izposoje, torej v oknu kartice. Na pobudo, oziroma to smo povedali, v bistvu vsi izbrani tukaj, ko delate v knjižnicah, po moje skupaj z menoj in sodelavci izvoma, lahko potrdite tudi koristnost in uporabnost kontekstne pomoči in hitrih tipk ter hitrih gumbov, ki močno pohitrijo delo teh postopkov v izposoji, v zalogi in zagotovo so dodana vrednost. Prav tako kontekstna pomoč močno olajša iskanje navodil v e-priročnikih. To verjetno poznate, tipka F1. Še ena zelo velika dopolnitev, tu res smo naredili za šolske knjižnice veliko delo in sicer, da si lahko paketno same vpišejo skupine članov, torej učencev. Naprimer, v začetku šolskega leta si lahko knjižnica sama vpiše vse prveletnike, prve razrede. To je bilo dolgo časa, smo se to pripravili in nekako nam je uspelo v tem času. Prav tako smo dodali metodo za hitrejši odpis učbenikov. Na tej točki ne smem pozabiti tudi stvari, ki smo izvedli leta 2022 in sicer lani maja smo vsem šolskim knjižnicam sistemu privzeto omogočili možnost podaljševanja in rezervacije gradiva preko spleta. Zdaj, na tem mestu bom takoj rekel, da s tem nismo odzeli možnosti odločanja knjižnici, kajti mi smo uredili nastavitve, še zmeraj pa mora knjižničar neke svoje lokalne stvari urediti, preden to storitev svojim članom omogoči. Tako da generalno je omogočeno z naše strani, knjižnica pa sama odloči, kdaj bo to svojim članom tudi omogočila. Prav tako smo lani skupaj v povezavi z Ministrstvom za šolstvo in Beletrino omogočili izposojo elektronskih knjig na portalu eBiblos. Pripravili smo lokator knjig, s katerim knjižnica pripravi tloris svojih prostorov in tako lažje omogoči iskanje gradiva svojim članom. To bomo danes tudi predstavitev na to temo videli. In tega še seveda mnogo več, lahko bi me poslušali tukaj 1 uro, ampak se bom raje ustavil. Povedal bi še morda samo to, da vse te dopolnitve ne pomagajo ne nam, ne knjižničarjem, knjižničarkam nič, če za njih ne vedo ali jih ne vedo, kako bi jih uporabljali. V ta namen smo pripravili tudi nove delavnice enodnevne, tako imamo na primer delavnico za zalogo v sistemu Cobis, serijske publikacije osnovni postopki, izposojo v sistemu Cobis, tukaj je za blagajniško poslovanje in opomine, in pa izpise v sistemu Cobis osnovne postopke. Prav tako, kot je že Brane povedal, pripravljamo mesečne webinarje preko spleta, ki so zelo dobro obiskani, tako da na tem mestu se vsem knjižničarjem in knjižničarkam zahvaljujem za tak podporo in obisk teh webinarjev, na katerih prikažemo te najbolj pogoste postopke, ki jih knjižnica uporablja pri svojem delu in pokažemo, kako si lahko knjižničarji te postopke, kako jih osvojijo, če še morda ne vejo, in kako si jih optimizirajo, torej da lažje delajo. No, toliko z moje strani, zdaj bom pa počasi prepustil besedo današnjim zbranim panelistom. Sam panel bo sestavljen iz 2 delov, kot je bil tudi prejšnji panel, torej najprej bomo predstavili neke funkcionalnosti, neke prakse, ki jih knjižnice uporabljajo, tudi krajšo diskusijo bomo med sami paneli med seboj naredili, potem, ko so pa vse predstavitve končane, pa bomo dali besedo tudi vam v publiki in vsem, ki nas spremljate preko spleta, tako da si zabeležite kakšne vprašanja, ki se vam bodo porodila. Sedaj pa bom predstavil našega prvega panelista,
to je Janko Strahinič, ki je ravnatelj na osnovni šoli Metlika. Vse od leta 2010 je upravljal vlogo šolskega knjižničarja in se je tako dobro spoznal z delom z učenci in vsemi postopki v programski opremi Cobiss. Ukvarjal se je tudi s kulturno šolo, bralno značko in podobnimi projekti, katerih namen je izboljšati bralne veščine in pri otrocih razviti ljubezen do pisane besede. Danes nam bo predstavil nekatere dopolnitve programske opreme, ki olajšajo delo v šolski knjižnici in svoje izkušnje z uporabo programske opreme v tem obdobju, ko je bil še knjižničar. Izvoli. Hvala. Sicer tedaj ne vem, če si opazil, ti si že vse povedal, ne? Tako da dejansko ne vem, zakaj mi odšteva, ker si že ti porabil moj čas, ne? Jaz se bom, glede na to, da ste že slišali od Tadeja, ne, seveda izpisi, ko prideš v Cobiss, predstavljajte si novega uporabnika Cobissa, pa pride v tisti zavihek, izpisi, pa še skrit je bil, skrit za božjo voljo, ne? In prideš tam in je tam, ne vem, 15 dodatnih zavihkov, vsak ima še 5 podzavihkov, pa v vsakem je 8 izpisov. Zdaj pa najdi pravega, ne? Seveda, ne? Tako da izpisi, ja, odlična ideja. Zadnje iskanje, ponovitev zadnjega iskanja si pozabil, ne, morda. Za začetnike, ko se uvajamo, nekaj klikaš, pa pozabiš, kaj delaš, pa seveda ti pomaga, da spet, ne. Ampak največja dodana vrednost je pa preprosta bližnjica za izposojo in za vračanje. In to je to. Te dve bližnjici sta odpravili 90% vseh problemov. Ker mi se moramo vprašati oblikovanje dodane vrednosti v šolskih knjižnicah. Kaj to je? Ne? Kaj je to? Zame to ni Cobiss 4 oziroma Cobiss Slip iz Cobiss 3. Ni to Cobiss 3 iz Cobiss 2. Dodana vrednost v šolskih knjižnicah je vsaka sekunda, ki jo ti lahko preživiš z otrokom in se z njim pogovarjaš o njegovih najljubših knjigah in mu lahko svetuješ in mu lahko pomagaš najti kakšno knjigo, da ga navdušiš za branje. Veste, v kakšnih razmerah živijo naši otroci. Primerjajmo to s časom, ko je Tadej še v vrtec hodil. Ne? Koliko več je vsega nakopičenega, otrok je bombardiran vsak dan iz vseh možnih ekranov, premičnih, nepremičnih, kaj pa vem, LCD, ne LCD, vse ne vem več, kaj so, ne. Ampak jaz sem tudi prestar, da bi vedel takšne stvari, no, ampak vem pa, da so bombardirani, ne, s tem. In šolske knjižnice, dodana vrednost je vse, kar nam omogoči več časa za uporabnika, za otroka predvsem. Se pravi, te gumbi za hitro izposojo, za vračanje, ne, izpisi smo že omenili, zadnje iskanje, to je tisto ključno. Nam je samo to ključno, da več časa dobimo, da smo več časa potem z otroki. Recimo v tem kontekstu, jaz sem včasih nekako, tudi sem dajal, Tadej je omenil, no, da smo sprejeli, ste sprejeli 463 šolskih knjižnic, ne. Romana se smeji, ker ona nam zmeraj pove, da to ni res. 2-krat toliko ste jih sprejeli. Vsaka šolska knjižnica ima tudi učbeniški sklad, na srečo ali pa na žalost, ne. In to je pa ena čisto posebna knjižnica, ki deluje po svojih predpisih, po svojih pravilih, ima svojo zakonodajo in potrebuje svoje funkcije znotraj programa, ne. In včasih recimo sem veliko, Tadej se bo spomnil, kolikokrat sem pošiljal te, pa dajte to, pa to rabimo za učbeniški sklad, pa še to, pa ta izpis, pa takšno, pa ne. Da sem že sam zgubil nekako štetje, kolikokrat sem takšne stvari zahteval in tako naprej. Ampak potem se pa zamisliš sam pri sebi, pa si misliš, ampak glej, oni so ti dali to, samo to eno bližnjico in s to eno bližnjico si ti prihranil 90% časa. In to je to. Drugo ni važno. Učbeniški sklad, tisti iskalniki, ki bi jih jaz potreboval, se uporabijo 2-krat na leto. Ok, prihranili bi mi cel dan dela, je res. Ampak, ko jaz to uporabljam, je pa vseeno avgust, ne.
ne morem se otrokom avgusta posvetiti, ker jih ni v šoli, ne? Tako da v končni fazi ni tako zelo pomembno. Najpomembnejše so včasih te najmanjše stvari, najbolj drobne, ki jih skoraj da ne opazimo. Ta sprememba je tako na hitro prišla, se prav spomnim, me je tedaj klical, končno imamo bližnjico, sem rekel, vem, po nesreči sem včeraj polil kavo po tipkovnici in se je prižgala, ne, tako da super, ne. To je tisto, kar mi rabimo, več takih nasvetov iz prakse, da se upošteva, da se vi zavedate, da šolski knjižničarji, ki delajo v šolskih knjižnicah, imajo določene ideje, imajo dobre zamisli in da samo tisto, kar hočejo, je, da čim več, čim hitreje izposodijo. Namreč, če mi čist filozofsko pogledamo, ne, šolska knjižnica je srce šole. Ne? Srce šolske knjižnice, lahko bi rekli knjižničar, knjižničarka, jaz bom rekel knjige. Ampak da te knjige pridejo do otrok, do uporabnikov, je pa potrebno res eno dobro, močno ožilje. Ne? In tu je, to vlogo mora imeti Cobiss, ne? Tako trojka, kot zdaj Lip, ne? Se moram vsakič zadržati, da ne bom 4 rekel, je tudi zelo za pohvaliti, je grafična podoba, hitrejši je, nikoli ne zabremza, kako se to reče? Zmrzne, nikoli ne zmrzne. Tako da je dober, ne, neke nove izpise ki ste dali not, ki bodo zelo uporabni za domače branje, za učbeniški sklad, ampak je spet ena malenkost tam manjka, ne, en podatek, 2, ne, in dokler tista 2 podatka nista, ta funkcija ne bo delovala tako, kot bi morala, ne, ko pa boste tista 2 podatka dodali, so pa vsi problemi rešeni. Tako da vse čestitke še enkrat za ta prehod, bil je naporen za vse. Vse čestitke tudi za Cobiss Lip, ki je res dober, jaz sem ga tudi še v prejšnji vlogi sem ga nekaj malega testiral, tako da če so zdaj te res bližnjice že razrešene, potem ima Cobiss Lip samo še eno težavico in to je to. Ste na dobri poti. Hvala. Lahko rečem, da bomo se potrudili to eno težavico tudi rešiti, ampak zagotovo se bo kakšna pojavila. Tem težavicam nikoli ni konca, ampak se zmeraj trudimo, da jih ažurno rešujemo, koliko le gre. Zdaj, mogoče tukaj bi izkoristil to priložnost, pa bi te povprašal, bil si dolgo knjižničar, zdaj pa si prešel na vlogo ravnatelja. Ja. Kje vidiš to vlogo, na kak način boš lahko zdaj, kaj ne rečem, v povezavi z knjižnico boljše upravljal vlogo ravnatelja kot nešče, ki tega stika ni imel in tudi obratno, ne? Ne vem, če bom boljše, bomo videli, to je zmeraj, morda bom pa slabše, ne, sej. Ni nujno. Jaz sem vesel, da imam to knjižničarsko ozadje zaradi ene stvari, ki zdaj smo imeli ravnatelji v zadnjem mesecu in pol 2 sestanka, enega v Portorožu, vseslovenski, enega smo imeli lokalnega, bolj dolenjski, belokranjski ravnatelji in je se izkazalo, da se na ministrstvu počasi začenjajo zavedati, da je branje v naši državi problem, da enostavno zaradi tega pomanjkanja branja šepa tudi drugo znanje. Večina ljudi povezuje branje z slovenščino, morda še kdo z angleščino, ampak bere se pri vseh predmetih. Učenec, ki bere bolje, ima prednost pri kemiji, ima prednost pri fiziki, ima prednost pri matematiki in zgodovini in geografiji, povsod ima prednost pred tistim, ki ne bere dobro. Ne? To je tisto. In jaz sem vesel, da imam to ozadje, ker bolj razumem, bliže mi je ta tema, kot rečem, ne, zdaj te zadnje raziskave PISA, verjetno tisti, ki v šolah delate, jih poznate, kaj so pokazale, ne, tisto, kar smo dolga leta opozarjali vsi skupaj in zdaj nekako, ja, gorijo rdeče luči in se delajo načrti, kako se bo to izboljšalo in popravilo in tako naprej in sem vesel, da imam to neko predznanje, da izhajam iz prakse, da mi ni to tuje, da
lahko, mislim, da pripomorem z nekaj takimi čist praktičnimi nasveti, tudi na naši šoli, pa tudi širše morda, ne. Tako da to bi bil odgovor, no. Hvala ti. Pa morda še tukaj Gordana. Nekako druga gimnazija smo rekli, da je že od začetka v sistemu COBISS, ti si začela delati 2011 v knjižnici. Kako pa ti vidiš te spremembe? Sklepam, da si začela še v COBISS 2 delati, potem COBISS 3, zdaj COBISS LIP. Kako se v knjižnici spopadate s tem? Vidite neki pozitiven razvoj, tak vaš pogled na to? Tvoj pogled. Zdaj bi se ravno na to navezala, kar je bilo povedano glede branja. Recimo pri nas imamo bralno značko, ki smo naredili bralno značko za branje v slovenščini, ravno s tem namenom, ker so vse druge bralne značke že obstajajo. Ne. Nekako se pa ravno ta prehod, se vsi vemo, v srednji šoli z branjem pač spremeni. Ne. In sploh pri nas veliko je bralcev, berajo, ampak berejo v angleščini, ne? Ker sicer je super, ker berejo originale ali pa v španščini, ne? V slovenščini pa niti ne, ali pa berejo nekaj takrat, ko se ne rabijo učiti. In to je potem med počitnicami. Ne? Teda opazi se recimo razlika v količini rečemo branja, takega za prosti čas, zmanjka časa, zmanjka recimo v knjižnici časa za pogovor z dijakom, ker prileti v 5 minutah, v knjižnico na hitrico potrebuje učbenik ali neko obvezno gradivo, še za kako raziskovalno nalogo recimo. Drugače pa knjižničar je potem kot en hobi voziček, samo se vozi oziroma hodi od pulta do polic, ne, in potem ali opravlja to, ali pa vrača knjige. Ne. In zdaj smo se ravno malo iz tega, kar smo prej slišali, imamo kar torej nekaj že načrtov lastnih, nekaj pa tudi vidimo potencijala, kaj še lahko razvijamo. Ne. Se bomo v nadaljevanju še več povedali, ampak vidi se razlika, torej in v COBISS-u in izven COBISS-a, marsikaj se spremenilo, učbeniški sklad je seveda tema za sebe, tako da bo verjetno še na to temo kak dodatno vprašanje konkretno. Verjetno iz publike bomo videli. Dobro, najlepša hvala, Janko, za tvoj prispevek. Zdaj pa bi šli kar naprej k Mateji Kokošar. Mateja je profesorica zgodovine in sociologije z opravljenim izpopolnjevanjem iz bibliotekarstva za šolske knjižničarje. Zaposlena je na osnovni šoli Antona Globočnika Postojna. Pri svojem delu se v potečenih projektih, kot je bralna značka, trudi tudi z raznimi aktivnosti dodatno spodbujati bralno kulturo pri svojih učencih. Je pa v času epidemije COVID pridobila ogromno izkušenj z delo nadaljavo in kako na tak način omogočiti učencem storitve knjižnice. Vse te izkušnje ji pomagajo pri organizaciji dneva dejavnosti SLOKIS, ki nam ga bo predstavila danes. Tako da, prosim, pa tu sem pozabil, no, ja, tu pa je moja napaka. Evo ga. Izvolite. Hvala. Aha, to se je zdaj zgodilo, ne? Ja, vse naprej. Aha, naprej. Tako. Aha, se gre počasi. Najprej ste zagledali morje. Je tako. Ne? Zdaj si pa predstavljate tam na obzorju ladje. In te ladje grejo svojo pot. Tak občutek sem imela, ko sem septembra meseca načrtovala tole predstavitev. Nisem vedela, na kakšen način bi se lotila, ampak v šoli načrtovanje poteka že v mesecu aprilu, maju, poleti že vemo, kaj bomo jeseni delali, potem pa še potrdimo stvari. No in tako je nastal v bistvu program, ki traja že nekaj let, v katerem imamo na šoli skupaj z učitelji slovenščine, vsemi učitelji, ki učijo v 6., 7. in 8. razredu, računalnikarjem in knjižnico, posebne dneve, ki jim rečemo SLOKIS. V SLOKIS v bistvu kaj ves čas počnemo? Glavni je COBISS, se pravi uporabimo orodja, ki jih imamo na razpolago, da lahko učenci najdejo
določene odgovore. Kar pomeni, zdaj ne bom govorila o delovnih listih pa nalogah, ker to učitelj pripravi, ampak o načinu, kako te stvari potem učenci poiščejo na portalu, na mizju. Zdaj, kaj naredi knjižničar? Knjižničar mora vse te stvari že prej izpeljati. Že v nastavitvah z vnosom elektronske pošte, z gesli, z vsem, kar je potrebno urediti, se lotimo teh dni, ki so v bistvu trajajo po 5 šolskih ur. Zdaj sem se mičkeno izgubila v tejle predstavitvi. Ja, sem se izgubila, ne? Tako. Vsi učenci, ki so vključeni na kulturnem dnevu, imajo v bistvu vsi aktivnost, kar pomeni, da noben ne sedi kar tam sam zase, ampak opravi določene naloge. Od 1. do 5. šolske ure, se pravi, vstopi učenec v svojo elektronsko pošto, si nastavi geslo na mojo knjižnico, si knjigo lahko tudi rezervira, če je možno, če ima pač možnost podaljšati, lahko jo tudi podaljša, lahko jo rezervira in vse te postopke skupaj z učenci, učitelj in računalnikar izpeljemo. Kar pomeni tudi, da vsaka aktivnost mora biti na nek način dokumentirana, s tem, da odpremo tudi program COBISS, nastavim to vse učencem na tablo in učenci opazujejo, kaj se je zgodilo. Se pravi, vsak rezervira knjigo, vsak jo prekliče rezervacijo, vsak pregleda svojo zgodovino izposojenih knjig, nastavi lahko polico in to brez, rekla, izgovora na nek način. Računalnikar je zraven zato, ker če veste, kako je z elektronsko pošto, učenci pozabljajo gesla. Geslo je pozabljeno, potem pa ne veš, kaj bi delal, potem nima kaj delati in je zraven zato, da uredi v trenutku lahko vse, kar je potrebno. Učitelji slovenščine, s katerimi sodelujem, že vejo, na kakšen način delamo, tako da to sploh ni noben problem več. In časovni okvir tistih KIZ-ov, kar ste prej prebrali, kaj je KIZ v bistvu, knjižno-informacijska znanja, s katerimi smo knjižničarji vpleteni v delo pri različnih šolskih urah, se tukaj izvede v okviru 5 pedagoških ur. Da je zdaj stvar sama po sebi zanimiva, lahko rečem, recimo, otrok reče, jaz nimam nobene knjige izposojene. Kako ne? Nimam nobene knjige, vam povem, jaz ne hodim v knjižnico. Ja, ampak jaz mislim pa, da jo imaš. No, potem pa odpremo, pridemo v mojo knjižnico, v moj profil in kar naenkrat se zgodijo izposojeni učbeniki. A tudi to spada v knjižnico? Ja, seveda si, to je del knjižnice. No, potem ugotovijo, da je ta stvar zaresna. Vsak ima nekaj izposojeno, ker samo en učenec na celotni šoli nima izposojenih učbenikov iz učbeniškega sklada. Tako grejo stvari z določenimi nalogami, vse te stvari izpeljemo in ob koncu dneva dobijo tudi list, na katerem napišejo, zdaj pa ne, odgovor, vem, kaj je COBISS, vem, kje ga najdem, vem, kje je spletna stran šole, kje so bližnjice do vseh teh povezav, vem, kaj je elektronska pošta, vem, kaj je elektronska pošta z domeno šole, znam uporabljati elektronsko pošto, znam dostopati do spletne učilnice in konec dneva običajno so vsi plusi na tej strani, to vem, kje je. In meni je cilj, ne samo slovenščina, tukaj slučajno slovenščina, lahko je bila to kemija, lahko je to biologija, lahko je katerikoli predmet, to so orodja. Recimo z iskanjem gradiva za seminarsko nalogo ali referate.
ker naenkrat ugotovi, da imamo veliko stvari v šolski knjižnici. Običajno je tako, se bo mama uredila, ne? Se gre mama v knjižnico. Mame dosti potujejo v knjižnico, tam si sposojajo. Jaz pa rečem zmeraj, mama naj gre na kavo s kolegicami, vi pa sami to naredite, ker se to dejansko tudi da narediti. Zame je uspeh, če rečem, da konec dneva učenca prepričam, da je to za njega dobro. In običajno je, recimo zdaj rastem s knjigo. Rastem s knjigo je kulturni dan in hkrati Peturkiza. In letos je zanimiv naslov, zato je tudi tale slikca taka z temle horizontom, Modri otok. Za mano je 20 ur vloženih v učence 6. razreda, se pravi 4x po 5 ur, pa še 5x po 5 ur v 7. razredu s projektom Rastem s knjigo. Lahko rečem, da kar me je presenetilo, čez vikend so učenci že rekli, da so se knjige lotili brati, ker je pač bila sreča, da je taka vsebina, ne, ki otroke pritegne. In ta Modri otok ima en krasen filmček še zraven, ne, ki ga potem v knjižnici pogledajo. In moj horizont tamle, kdaj človek bere knjige. Še posebej verjetno pogledate takrat, ko ga ima čas, ko ima luksus časa, in ta luksus časa je običajno na dopustu, kjer jaz še vedno vem, da tablice ne nesem s sabo, ampak nesem s sabo knjigo. In ko pogledaš morje, ko pogledaš v daljavo, se ta zgodba pred tabo čisto drugače plete, kot če bi bil nekje za mizo, nekje doma, mogoče v posteli. Tako da ne ostane tale horizont, izhodišče in tudi tole, kar sem danes poslušala, kaj se dogaja vse z Cobisom, kam vse odhaja. Jaz ne vem, kam odhaja, ker meni moj študij potekal, veste kako, ne, prideš na fakulteti v knjižnico, iščeš po tistem listkih knjigo, potem knjige ni, potem smo jih fotokopirali in tako naprej, zato da smo preštudirali, kar je bilo pač potrebno. Že to je bila zmaga, da si dobil vso literaturo za nek izpit. Današnji časi so drugačni in otroci, ki tole obvladajo, kar zdaj vidite tukaj, so dobili nekaj orodja, s katerim si bodo pomagali kopati svoj vrtiček ali pa svoj horizont širiti. Verjamem v to, da šolski knjižničarji lahko dosti naredimo, ker imamo en poseben privilegij, da delamo z učenci od 1. do 9. razreda, z vsemi. Zraste pred tvojimi očmi, iz otroka, in ko potem v zgodovini pogleda na kulturnem dnevu, wow, Mutaco Paterico sem vzel, to je tako zanimiv občutek, ne, ko se sooča za svojo preteklo izposojo, pa tisto, kar ima danes. In tele stvari, ki so pred vami, to je vsebina naših kulturnih dni in vam povem, da je vsaka ura lahko drugačna in se veselim tistih stvari, ki jih napovedujejo tukaj na Izumu, kaj vse je še možno, ker potem bo to kar se zgodilo in mislim, da bomo vse poti našli, kot pravi kolega tukaj, da bo kakšna rešitev še hitrejša, če se bo kakšna tipkovnica po nesreči polila s kakšno zadevo, ampak tudi brez tega. In jaz sem zadovoljna, da imam tako delovno okolje, v katerem učitelj slovenščine, računalnikar istočasno z mano, kar pomeni 3 smo pri eni šolski uri, to je veste kakšen luksus v današnjih časih, da imam podporo, da se dopolnjujemo in da lahko vsi skupaj ustvarjamo. Mogoče zmanjka časa za evalvacijo na koncu, tisto je potem ob kavi, smo zadovoljni, so učenci zadovoljni, tisto nam še mogoče manjka, ampak bom dala to v plan za naprej. Podlaga za to, kar sem pogovorila, je seveda pa koncepti, to, kar pomeni, da imamo vse zapisano v učnih načrtih za vse predmete, pa tudi koncept knjižnično-informacijskih znanj,
ki nas povezuje z vsemi predmeti in tukaj imamo spet privilegij, da smo povezani. Tako. Hvala. Morda bi tukaj pa jaz poprašal, po teh izvedenih dnevih mogoče zaznate kako povečano uporabo Cobiss Plusa oziroma se učenci pridejo drugače v knjižnico, že vejo, kaj želijo. Ja, spremembe se dogajajo in to se občuti potem tudi pri recimo rezervacije gradiva. Tole se zdaj največkrat dogaja, da knjiga čaka na pultu. Zakaj? Ker imamo podružnične šole in prihajajo učenci tudi iz podružnic in zjutraj, ko prihajajo k pouku 7:30, priteče tistih 5 minut pred 7:30 v knjižnico in knjiga ga že čaka. To je prednost. Jaz moram biti pa zelo pridna, da to vse prej opravim, kar je treba. Tisto, kar je, rekla, zadoščenje pri delu je, ko otrok opazi knjigo z listom papirja na pultu v knjižnici. Tisti stavek, ki mi zdaj še zveni iz petka, je, ja, mi nismo čista prava knjižnica. Kako to misliš, ne? Nismo ta prava. Ja, nismo ta prava, ker nimamo zamudnin. Zdaj, kolegica, vem, da bo nekaj takega omenila in sem rekla, a še to? Še to, jaz ne bi se s tem ukvarjala, res si ne želim ukvarjati z zamudninami, ampak očitno bomo mogli še to uvesti, da bomo čisto zaresna knjižnica. Tako da v bistvu je naloga vseh nas, da predstavimo to dejstvo, da šolske knjižnice ste čisto prave knjižnice in da imate vse funkcionalnosti kot tudi splošne knjižnice, razen zamudnin, ko jih nočemo delati. No, najlepša hvala, Mateja. Zdaj pa bomo kar na povezano temo, ko si že ravno načela te podaljšave in rezervacije. Z nami je tudi Andreja Urbanec, ki je šolska knjižničarka na osnovni šoli Orehe Kranj. V šolstvu je zaposlena od leta 2003. Poleg bibliotekarskega in bibliopedagoškega dela se ukvarja tudi z nadarjenimi učenci, išče različne poti, kako učence spodbuditi k branju in delu s knjigo. Vodi tudi bralno značko za odrasle oziroma za delavce šole, Pehar za knjigoljube, ker je mnenja, da največji učinek odrasli dosežejo z lastnim zgledom. Sodeluje tudi v različnih delovnih skupinah na Zavodu Republike Slovenije za šolstvo in Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje in je trenutno tudi predsednica sekcije za šolske knjižnice pri Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije. Predstavila pa nam bo, kot vidite, podaljševanje in rezervacija gradiva v šolski knjižnici. Tako da, Andreja, prosim. Hvala lepa. No, jaz pa prihajam iz čista zaresne knjižnice oziroma šole, ki imata zaresno knjižnico. Malo več, zakaj je tako v nadaljevanju. Prej smo že slišali, da vsi možni programi lahko marsikaj omogočajo. Mi mogoče za njih lahko vemo, ampak če se z njimi ne spopademo, če se jih ne naučimo in če jih ne začnemo uporabljati in izobraževati naše uporabnike, da neka stvar, neka funkcionalnost obstaja, potem nam nič ne pomagajo. Tudi jaz sem se nekaj časa otepala rezervacijam, ker sem imela milijone izgovorov, zakaj pa to pri nas ne bi bilo potrebno. Ker sem si jaz rezervacije pisala na listek, potem poiskala knjigo, učenca, mu knjigo dala. Potem sem pa enkrat, ne vem, verjetno sem se malo globoko sama s sabo pogovorila in ugotovila, zakaj pa vendarle ne bi tudi preko Cobissa omogočila rezervacijo. Tako da dejansko bom jaz danes poskušala pokazati ozadje, kaj moramo pa šolski oziroma vsi knjižničarji prednastaviti, da te dve funkcionalnosti lahko uporabljamo. Slišali ste Matejo, ki je čudovito prikazala, kako mi učence v šolskih knjižnicah učimo takih vseživljenjskih znanj. Tudi pri nas je tako, da jaz v 6. razredu učence naučim se prijaviti v profil, da pogledajo, kaj imajo izposojen in tudi, kako si knjigo lahko podaljšajo ali pa rezervirajo. Te rezervacije so zelo pomembne takrat, ko gre za knjige za domače branje, ko se naredijo čakalne vrste in je treba včasih na knjigo malo počakati. Prva stvar, ki jo moramo narediti, je to, da pri članih vnesemo e-naslov.
Jaz to naredim že v 1. razredu, letos je bilo to prvič paketno, prej smo to delali ročno, za vsakega uporabnika posebej smo vnesli e-naslov. Od 1. do 5. razreda je to e-naslov starša oziroma skrbnika. V 99% je to mamica. Prva je, največkrat se pri tujcih, priseljencih zgodi, da mame ne znajo slovensko in so imeli od očetov. Tako da to je res en zelo tak majčken delež, da so očetje, sicer so pa mamice. In one tudi dobivajo na mail obvestilo, da je knjiga tik pred iztekom izposoje, da jo je potrebno podaljšati ali pa jo vrniti. Pri nas je mogoče zanka v tem, da imamo zamudnino. Zato smo ta zaresna knjižnica. Poskusili smo na razne načine, kako bi to zamujanje preprečili, kaj bi naredili. V prejšnji šolski knjižnici, ki sem delala, je kolegica imela uveden: toliko dni, ko zamujaš knjigo, toliko minut mi boš pomagal rože zalivati. Pa sem jaz ugotovila, da bojo moje zelo hitro začele plavati v vodi in se tega nisem šla. In smo res iskali take zanimive vzgojne prijeme, kako in kaj. Potem je pa dejansko sodelavka izpostavila na eni pedagoški konferenci, da nekaj bo pa treba ukreniti, da to se pa res ne more dogoditi, da en otrok 200 dni zamuja z izposojo oziroma z vračilom knjige. In smo se vsi, celoten učiteljski zbor strinjal, da bomo uvedli zamudnino, potem so stekli postopki in svet zavoda je potrdil, da imamo zamudnino, s tem, da še vedno imamo 3 dni zamika, da se zamudnina ne zaračuna, pa se ne bi preveč okrog tega. Dejansko funkcionira, zato ker so tudi starši videli, da stvari so in na položnico pridajo, jaz z denarjem nimam opravka, grejo pa pač evidence v računovodstvo, da so potem na položnicah te zadeve zavedene. In veliko staršev že uporablja Cobiss in vse njegove funkcionalnosti v splošni knjižnici, tako da jim sploh ni težava preklopiti stvar na šolsko knjižnico. Želim pa otroke v 6. razredu upozoriti, da od takrat naprej so pa maili na njihove šolske maile vezani, tako da morajo pa oni spremljati svojo elektronsko pošto in obvestila, če kakšno tako stvar, informacijo dobijo. Ker največkrat se nasmejem, ko me kakšen na hodniku ostal, tudi od sodelavcev: joj, si mi nekaj poslala. Jaz nisem nič poslala, zato ker je računalnik to sam naredil avtomatsko. Je pa res, da verjetno prihaja do roka, ko je treba knjigo vrniti. Tako da zelo fino je, da obvezno morajo biti e-naslovi pri uporabniku vpisani. Zdaj, kako se to naredi pri članu, tisto svinčnik, ki kliknemo, se pokaže član in pod e-obveščanje se vnese njegov naslov. Vem, da je zdaj majčkeno posodobljeno, da lahko vnašate tudi e-mail skrbnika, ampak obvestilo dobi pa tisti, ki je ta prvi napisan, tako da tukaj treba biti pazljiv. In potem jaz odkljukam tudi to, da se pač o poteku izposoje in pa o skorajšnjem opominu, čeprav opominov ne zaračunavamo, ampak je v bistvu rezerva, da 2-krat dobijo opomnik, da je treba knjigo vrniti ali pa podaljšati. Tole je treba pokljukati in stvar brezhibno deluje. Geslo si morajo pa po novem narediti sami. Recimo generacija petošolcev naših ima še gesla taka, kot sem jih jaz določila, oziroma smo jih na podlagi njihovih rojstnih podatkov. In mi je to zelo fino, zato ker takrat, ko smo skupaj v računalnici, skoraj da ni težav, da ne bi znali svojega gesla zapisati, sicer je malo obrnjeno. Težava se pa zgodi, če je starš zamenjal to geslo. Ampak zdaj smo rešili na ta način, da v 6. razredu, ko imajo oni svoje maile, pač na mail pošljajo prošnjo za novo geslo, dobijo povezavo in te stvari lahko sami uredijo. Zdaj, kaj moramo narediti, preden se lotimo oziroma pogledamo ozadje teh podaljšav in rezervacij? Urediti moramo tabelo časovnih parametrov. To naredimo na zavihku izposoja. Jaz se opravičujem, če bom kakšen izraz drugače uporabljala, kot ga tukaj na izumu uporabljate. Pri izposoji imamo en tak malo bolj obširen zavihek domača knjižnica in tam se najde tudi zavihek časovni parametri. Tukaj je zelo fino, takole,
kliknemo na tabelo, zato da dobimo sploh celotno tabelo. Tale, ki sem jo jaz prvič videla, je bila kar taka malo srhljiva, ampak sem ugotovila, da je gradivo zelo, zelo specificirano in da dejansko prve 3, mogoče 4 postavke veljajo za našo šolsko knjižnico. Malo bo obkroženo, da se bo lažje videlo. In tale ta drug je podaljšava. IZP pomeni 21 dni izposoje, pri nas knjigo za 21 dni izposodimo, podaljšava pa pomeni še za enkrat toliko, to se pravi še za 21 dni, s tem, da tukaj so pa izvzete in blokirane knjige za domače branje, ker oni pa ne morejo sami tega podaljševati, raven zato, da se vsa ta količina knjig obrne čim hitreje, pa da večina učencev do njih pride, da jih lahko prebere. Tako da, ko imamo tole urejeno, potem je stvar že lahko v uporabi in jo lahko vsak uporablja sam. Učenci mi sploh v nižjih razrednih mi sami rečejo, dajte, a mi lahko podaljšate. Tako da jaz dejansko sploh nisem spremljala, a se ta funkcija doma uporablja, a jo kdo prakticira. Ko sem pa letos delala statistiko, je bilo pa eden od vprašanj tudi to, koliko je to nadaljavo narejeno in sem videla, da nekaj številk pa je, da ni moje delo brezplodno. Še ena stvar, ki sem jo mogoče že omenila, tale domača knjižnica, omejitve poslovanja, omejitev podaljšav, pri nas se enkrat lahko knjiga podaljša. Ne, da jo 5-krat lahko podaljšamo, pa jo imamo potem 3 mesece doma. To se pa naredi tako, da odpremo pač omejitev poslovanja in pri osnovnošolcih to za nas velja, napišemo enkrat, to pomeni, da si jo enkrat lahko podaljša. Rezervacija je zelo uporabna, kot sem rekla, za gradivo, za domače branje, čeprav ga prakticirajo tudi za kakšno drugo knjigo. Jaz ne omejujem, če vidim, da kakšno knjigo želi učenec, pa vem, da jo ne bo bral on. To vem, da je bila mamica na delu, da si želela za sebe kakšno knjigo izposoditi. Jaz s tem ne kompliciram, nimam težav, učenec jo vrne, najprej vzame in potem vrne tako, kot če bi jo bral sam. Vem pa, da sem verjetno kakšni mami naredila uslugo, ker bi sicer v splošni knjižnici še ne 3 mesece čakala na kakšno knjigo, ki je pri nas na policiji in stoji. Zelo podobno po Tredzavihah se naredi rezervacija. Mogoče razlika od splošne, naša šolska, v splošni, ko je neka knjiga rezervirana, dobimo obvestilo, da jo lahko prevzamemo, gremo v splošno knjižnico in si jo izposodimo. Tukaj je majčkeno drugače, ko jaz dobim pač obvestilo, da je knjiga rezervirana, če je na policiji, jo vzamem, zabeležim in jo učencu nesem. Jaz vse učence na šoli poznam, tako kot je Mateja rekla, mi z njimi rastemo, jaz že od vrtca naprej, od jasli, od enoletnega otroka, pa potem 14 let v bistvu z njim. Oni se z mano starajo, tako bom rekla. In jih poznam, jih poiščem in mu knjigo dam. Redko se zgodi, da bi bil tako hiter učenec pri meni, da bi, ko jaz sem pa eno knjigo rezerviral, a jo že imate. Tako da pa mi ni problem tistih par korakov po šoli narediti, pa mu knjigo dostaviti. Potem je pa še tale zamudnina. Takrat, ko sva s Tadejem tile parametre nastavljala, je rekel, a bomo mi dali kakšen tisto vmesen čas, ki pa glih ne bi takoj ta prvi dan zaračunavali. Kljub temu, da sem Gorenjka, sem rekla, ja seveda, bomo dali ta manevrski prostor in to je te 3 dni, ko bi knjiga že mogla prideti, pa ko se zaračuna zamudnina, jaz v računalniku vidim, da je, ampak ne gre pa v terjatve, ki se potem zabeležijo na položnici. Tako da to je pač stvar vsake šolske knjižničarke, knjižničarja posebej, da to uredi ali pa pač pusti, da je tako, kot mora biti. Še vedno se mi zdi, da ne smemo biti v šolski knjižnici rigidni, pa res biti kot en gestapovec, ker bomo s tem naše uporabnike odbili, ne pa jih privabili v knjižnico, to, kar si najbolj želimo. Potem je pa še ena stvar, zelo fino je, da šolski knjižničar dobi obvestilo, da je neka knjiga rezervirana. To si mora pa tudi tako urediti, da na domači knjižnici z dvoklikom klikne na domačo knjižnico in tale drug zavihek podrobnosti. Zelo fino je, da se tele podatke ažurira, če pride do kakšnih sprememb. Zato, ker vem, da Kobis, pa NUK, pa sigurno še kakšna inštitucija iz teh podatkov črpa podatke šolske knjižnice in je zelo neprijetno, če pride mail na kakšno knjižničarko, ki je šla že 5 let nazaj v penzion, ker ga ne bo dobila, nova pa ne bo vedela, da se karkoli v sistemu Kobis na šolski knjižnici dogaja. Tukaj izberemo pač mesto, ali je to knjižnica, Mavčiče so pri nas podružnica, to je kraj s podružnico, tako da si tukaj uredimo, na kater mail želimo dobivati obvestila.
Nekatere šolske knjižnice prakticirajo splošne šolske maile, kjer imajo prav šolska knjižnica svoj mail. Jaz tega nimam, mi je bistveno lažje, če dobim to na službeni mail direkt. Potem se to vidi, prijavimo se na obvestila in to je vse tisto ozadje, ki naj bi ga vsak šolski knjižničar prakticiral. Tole pa meni še najbolj ljubo, to so pa video navodila. Mogoče zelo pozdravljam vse vaše webinarje, vse to, ampak pri webinarjih, ki jih slediš v živo, ne moreš dati stop. Tukaj pa lahko posnetek pogledaš, pa pogledaš, kakšno je navodilo, pa to narediš, pa greš potem naprej. Tako da so zelo dobrodošli te posnetki in se vam tudi jaz zelo zahvaljujem, da jih imate, ker nam velikokrat olajšajo stvari, sploh za tiste stvari, ki jih delamo mogoče enkrat na leto, ena postavka višji potek iz posvoje v učbeniškem skladu, tudi delamo enkrat na leto in pozabimo. Tako da to so tiste stvari za zadaj, kako se pa podaljšuje, pa rezervira pa vsak uporabnik, mislim, da ve. Toliko. Hvala, Andreja. Tudi hvala, da na webinarjih ne naredite dejansko stop, ne? Da pustite, da povem do konca. Smo pa tukaj lepo videli, da vse te funkcionalnosti so neka dodatna možnost, ki jo ponudimo svojim učencem, ampak to ne pomeni, da knjižničar ne bo dal vsega od sebe, kljub temu, da si je učenec rezerviral knjigo, še zmeraj imamo knjižničarke, ko mu dostavijo osebno knjigo, tako da mogoče v splošni knjižnici bi se tudi taki pristop včasih želeli. Hecam se. Bi pa tu mogoče malo bolj resno, tako malo te zamudnine, ne, če smo že začeli, je res upravičeno, da imamo v osnovnošolski knjižnici zamudnino? Če izčrpamo vse vzgojne dejavnosti, kako bi lahko, pa če se potem tudi svet drugi, učiteljni ali pa svet zavoda strinja s tem, da je to edina možna rešitev, jaz ne vidim problema, no? Zato ker se mi zdi, da vse smo sami tudi taki, da dokler ne dobimo po žepu, ker prehitro peljemo, bomo peljali hitro. In dokler tukaj ne dobimo po žepu, ker že 3 mesece zamujamo z vračilom knjig, se nič ne zgodi. Tako da ne bom rekla, da mi zaradi tega bogatimo, daleč od tega, ampak če na tak način učenca ali pa mogoče posledično starša pripravimo do nekega reda, saj v splošnih knjižnicah isto. Jaz ne vidim nobene težave, da bi pač te Da ni zamudile. bilo negativnih odgovorov strani staršev, učencev, glede tega se je lepo sprejelo? V bistvu negativno ne, včasih so želeli pojasnilo, za katero knjigo je bilo to zaračunan, zdaj, ko pogledajo zamudnino, prej je bilo težje, no, tako bom rekla. V prejšnjem programu, ki smo ga pri nas uporabljali, je bilo to, ni bilo možno ne podaljšav, niti rezervacij, ničesar in sem dejansko jaz, to je pa ravnateljica takrat želela, vsake toliko časa pogledala zamudnino in tisti, ki so res izstopali v enormne dneve zamude, da sem jih potem osebno opozorila. Ampak če to ne pride naprej, do 5. razreda to starši so obveščeni in ne vidim težavno, da pa tudi tam, kjer ne piše, da ne smemo. Hvala. Zdaj ta predstavitev je bila pred nekaj časa že pripravljena, tako da slike še so bile za Cobis 3 programsko opremo, zdaj seveda bi vse to naredili že v Cobis Lip. Hvala, Andreja, še enkrat. Sedaj, prosim. Tudi mogoče v prihodnosti. Sedaj pa naša današnja zadnja predstavitev. To pa bo predstavitev iz 2. gimnazije Maribor, tako, ki bodo predstavili lokator gradiva. Z nami je magistrica Barbara Škrbič, je socialna pedagoginja, ki je vrsto let delala v šolski svetovalni službi. Poklicna pot jo je najprej zanesla v osnovno šolsko knjižnico, sedaj pa v srednjo šolsko knjižnico. In nekako si lahko mislimo, da obe te stroki, socialne pedagoginje in knjižničarke, se zelo lepo dopolnjujeta. V šolski knjižnici je zaposlena od leta 2022 in v letošnjem letu je pripravila in redno posodablja lokator knjig na spletni strani Cobis Plus. Zraven je magistrica Gordana Banjanin, ki je profesorica slovenskega in angleškega jezika in dela kot šolska knjižničarka že od leta 2011. Ob vsem sprotnem delu je v knjižnici vse do leta 2022 pripravljala in urejala lokator gradiva, ki ga je za knjižnico pripravil
bivši dijak. Torej, druga gimnazija že pred tem našim lokatorjem imela svoj lokator knjig, tako da ta storitev v tej knjižnici že ima zgodovino. In na koncu je z nami še Alja Kukovič, ki je pa dijakinja druge gimnazije. Maribor nam bo iz prve roke povedala, kako ta zadeva deluje. Je aktivna na različnih področjih, predvsem pri debati in EPAS-u, to je šola ambasadorka Evropskega parlamenta. Pogosto obiskuje knjižnico, zato je lokator knjig njen zvesti sopotnik, tako da prosim vas, da vam pokažete to čudo. Ja, to čudo smo sicer že pokazali na študijski skupini srednješolskih knjižničarjev, zato pač ta film, ki ga bom zdaj pokazala, nekateri že poznate, ampak kljub temu smo želeli malo širše narediti promocijo tudi v tistih knjižnicah, predvsem, ki imate zelo veliko izposoje in zelo veliko obiska. Tako da zdaj bi začeli mogoče s tem našim hollywoodskim trilerjem, če lahko. Naslov pa je V živo iz knjižnice druge gimnazije. Pa še enkrat. Knjižnice si brez lokatorja sploh ne predstavljam več, saj zaradi njega hitro najdem knjige. Lokator knjig je najboljši sodelavec knjižnice, saj je hiter, preprost in ti je vedno na voljo. Čakajta, kaj pa počneta? Hamleta iščemo. Ja, kaj ne poznata lokatorja? Ne. Okej, super. Piše, modro, svetlo modro je omara, temno modro pa točno polica, na kjer jo najdeš. Lokator rešuje življenja. Meni je pomagal najti knjigo za matematiko. Najde pa tudi knjige za prvo pomoč. Lokator, hiter in efektiven. Jaš, kaj je s tabo? Utrujen sem od iskanja knjig. Naslednjič bom res uporabil lokator. No tako, malo za hec, malo za res. Torej, mi smo čisto prava knjižnica, ki imamo zelo veliko obiska, približno 200 do 300 obiskov na dan. In lahko si verjetno predstavljate, da izposoja pri nas poteka v bistvu po tekočem traku. Zaradi tega, če bi ne imeli lokatorja, verjetno bi potrebovali še kakšnega sodelavca, ki bi cel dan dijakom samo iskal knjige. Vendar pa smo mi že vrsto let imeli, tako kot rečeno, že lokator, ki ga je pripravil naš bivši dijak. To je bil takšen dvodimenzionalen izris, ki nam je prišel zelo prav, ampak kljub temu je imel pa kar nekaj pomanjkljivosti. Recimo, prejšnji lokator, prvo kot prvo bil dvodimenzionalen, prikazoval je samo omare, ne pa tudi polic, na katerih knjige najdemo. Potem ni bil umeščen v knjižnični prostor, tukaj se v bistvu izriše cela knjižnica in dijaki se lažje orientirajo, zato ker se lahko tudi orientirajo po stenah pa po drugih elementih v knjižnici, tam je bilo to malo težje. Pa prejšnji lokator je bil zelo časovno neekonomičen. Namreč nismo ga mogli sami posodabljati. Zdaj pa, ker smo mi velika knjižnica in tudi veliko postavitve spreminjamo, pa nam pride zelo prav, če to lahko storimo sami in jaz to skoraj vsak dan z nekaj kliki v bistvu posodabljam ta naš lokator. Prej smo pa mogli tega avtorja kontaktirati in to je trajalo kar dolgo, oziroma so se nabirale spremembe
ki se v praksi v bistvu niso kazale, on pa je potem mogoče enkrat, dvakrat na leto to spremenil. Se pravi, tukaj vidimo zdaj največje prednosti. Zdaj, se pravi, lokator kot naš, v bistvu, naš dober nevidni sodelavec, ne, pri nas je vsakodnevno v uporabi, dijake sproti naučimo, sicer imamo ga komaj od lani, ne, ampak dijake sproti naučimo njegovo uporabo in izkazalo se je, da je to za nas zelo ekonomično in tudi dijaki, to tudi ni nezanemarljivo, da dijaki v bistvu so pri iskanju samostojni in to je tudi eno posebno zadoščenje. Več bo pa povedala naša Alja, ki bi mogoče dala kar besedo, pa bi mogoče ona malo še z vidika dijakov predstavila naš lokator. Ok, zdravo. Torej, jaz sem redno v knjižnici, tam zelo rada preživljam svoj prosti čas in zato večkrat uporabim tudi naš lokator. Deluje na v bistvu zelo preprost način, zato ga lahko uporablja dobesedno vsak. Kot je bilo videno na posnetku, nekemu dijaku, zdaj predstavljate povprečnega dijaka druge gimnazije, ki se mu strašno mudi, ker seveda se je v zadnjih 5 minutah spomnil, da on nujno rabi to knjigo, prihiti v knjižnico in samo vtipka na hitro delo, naslov dela, ki si ga želi v lokator in izriše samo 2 ali 3D podoba naše knjižnice, hitro odhiti po knjigo in si jo sposodi. Dijakom to zelo veliko pomeni, ker ko se nam mudi ali pa ima naša knjižničarka kakršnokoli pomembnejše delo, knjigo hitro dobimo. Prav tako pa se mi zdi, da pomaga tudi našim knjižničarkam, ker ne rabijo biti naš privatni vodič vsakeč, ko si mislimo, da rabimo nekakšno knjigo. Tako da v bistvu celotno življenje v knjižnici zelo olajša, dijaki ga zelo radi uporabljamo. Tako da ja, mislim, da vsaka knjižnica bi nekaj takega rabila. Ko hodim v druge knjižnice, ki niso na naši šoli, to zelo pogrešam. In res se mi zdi super, da je naša knjižnica tako zelo napredna, da ga imamo. Tako, nekako spodbuda tudi za druge knjižnice, ko še se niste lotile, morda pa sedaj poskusite z pripravo lokatorja. Na prosojnicah imamo to, prva povezava je za vstop v lokator, torej, ki ga lahko knjižnica pripravi, potem je en poučen posnetek in pa tudi navodila. Zdaj, tako lepo se nam... Ja, samo še bi dodala mogoče par besed. Mislim, vse je bilo že izpostavljeno oziroma omenjeno. Na naši šoli je v bistvu ta lokator že tak, kot recimo domača žival. Imamo ga že od kosa. V bistvu jaz, ko sem prišla na šolo 2011, je moja predhodnica Romana, ki jo imamo tukaj danes tudi v sodelovanju, v bistvu ona z enim od dijakov in povezavi z računalničarjem, ki je, torej ta dijak je hodil k računalniškemu krožku in so se potem za to idejo srečali oziroma je potem tudi izpopolnili oziroma naredili. Ta dijak je potem odšel oziroma zaključil šolo. Sedaj smo sodelovali torej bolj preko maila oziroma enkrat, dvakrat letno in to je tisti pač en nek časovni zamik, ki se je dogajal. Tudi dvodimenzionalni in tridimenzionalni pogled je pač zdaj napredku s časom. Je pa res, da tudi nam omogoča oziroma predvsem pri postavitvah, ko postavljamo oziroma ko se odločamo za novo postavitev v knjižnici, neke podlokacije ali kaj podobnega, pri tem zelo pomaga oziroma nas torej bolj zorganizirano nekaj oblikujemo oziroma vidimo tudi recimo neke postavitve, ki nam ne ustrezajo in podobno. In pozna se recimo razlika tiste 2-3 leta, ko nismo bili redno na šoli. V tistem času je torej ta praksa oziroma seznanjanje z orodjem izpadlo in se je videl tudi upad iskanja oziroma videlo se je, da niso tako samostojni pri iskanju, ampak zdaj smo že prišli na zeleno vejo in tudi dijaki zdaj so ga že udomačili. Super, hvala. Ja, mi torej zdaj od letos naprej prve letnike v manjših skupinah, čeprav jih je več kot 200, v manjših skupinah vabimo v knjižnico in rajši investiramo ta čas v to, da jih naučimo uporabljati lokator, ker se nam to potem res zelo obrestuje. In sedaj so vse skupinice obiskale knjižnico in prvi letniki dejansko sploh več ne sprašujejo, kje kaj najdejo. Samo če potem seveda dejansko se težje orientirajo, ampak načeloma pa so že zdaj prvi letniki novembra v bistvu samostojni pri iskanju. Torej, iz jezika si mi vzela naslednje vprašanje, kako jih naučite uporabe lokatorja. Torej, prve letnike. Se pravi, v času knjižnično-informacijskih znanj,
to je pri nas obvezna izbirna vsebina, to je učenje postavitve v knjižnici, nespoznavanje postavitve in eden izmed teh elementov je tudi naš lokator. Hvala. Zdaj, dijaki tega iz osnovnih šol ne poznajo, vedno so to vzkliki začudenja, ko prvič vidijo lokator. Vabim pa tudi osnovnošolske knjižničarke, da morda poskusite uporabljati lokator. To je velika naložba tudi za naprej, če bi vaši učenci, naši dijaki prišli k nam, da bi ga že recimo poznali. To bi bila velika naložba. Torej ni omejitev ta postavitev v knjižnici, ta CPM. Mi imamo res veliko več knjig in drugačno postavitev, ampak otroci, kar se v zgodnejših letih naučijo, potem tudi to postane del njih in bi potem to tudi lahko v srednji šoli s pridom uporabljali. Je pa lokator tudi zelo uporabna stvar za splošne knjižnice, tako da ne oklevajte. Tako, zdaj malo smo s predstavitvami si več časa vzeli, ampak vseeno zdaj bi prepustil besedo tudi publiki, če se vam je porodilo kakšno vprašanje med predstavitvami. Pozdravljeni, Matjaž. Jaz bi glede lokatorja samo nekaj vprašal oziroma dodal. Jaz prihajam iz ene zelo nekvadratne knjižnice, ki je cela krivuljasta. In me zanima, bo lokator v prihodnosti tudi dovoljeval uvoz DGV fajlov, se pravi, že, da bomo lahko naredili nekaj že na podlagi nečesa, kar je že narejeno. Ker z lokatorjem jaz naše knjižnice ne morem izrisati. S tem lokatorjem. Jo ne morem pač izrisati, ker ni kvadratna. In je pa v smislu, imam pa vse DGV fajle že narejene. Hvala za vprašanje. Bom samo pripomnil, da kljub temu, da ni kvadratna, si lahko pripravite lokator. Naprimer, dober primer je knjižnica ODKLJ, ko imajo ovalno knjižnico in je gospa Nataša pripravila lokator. Res je, da je trajalo malo dlje časa, da smo bila v navezi, da so tudi naši programerji pomagali, ampak imajo lokator, ki ni okrogle kvadratne oblike, ki je ovalne oblike in se zelo lepo izpiše. Glede uvoza pa, to pa je vprašanje za programerja, mogoče se navežemo pa da vidimo, kaj se da narediti. Hvala, pričakujte moj klic. Odlično, odlično. Hvala. Še kakšno vprašanje? Aha, imamo. Dober dan. Jaz bi pa imela za gospoda, ki je zdaj na delovnem mestu ravnatelja, prej na mestu delovnem knjižničarja. Vprašanje. Ko ste vi kandidirali za delovno mesto ravnatelja, ali so bili in če so bili kakšni pomisleki s strani sodelavcev oziroma učiteljev, ali boste vi zmogli to delo, kaj ste do zdaj delali, poznate organizacijo šole, kako se boste znašli? Seveda so imeli zaupanje v vas, ker so vas izvolili, ampak če ste se srečali tako. Izvolili so me, ker sem bil edini kandidat. Ne vem. Čisto iskreno, delo ravnatelja, jaz sem malo samohvale zdaj, ampak jaz sem odraščal v knjižnici. Moja mama je bila knjižničarka, je trenutno direktorica ene knjižnice, in jaz sem odraščal v knjižnici, jaz sem bil v knjižnici od trenutka, ko sem zaključil šolo, včasih se je zaključevala ob 12, tedaj se spomnila. Ni bilo podaljšanih bivanj in tako naprej, dokler ni pač ona zaključila z delom, včasih ob 3, včasih ob 6. Tako da, malo samohvale, v knjižnici me noben ne premaga. Pika. In to so ljudje, ki vejo več o programih, so ljudje, ki vejo več o katalogizaciji, so ljudje, ki boljše
to ali ono, ampak na splošno si jaz drznem trditi, jaz sem tam odraščal in če vzamemo cel paket v knjižnici, me noben ne premaga. Ne? In iskal sem en nov izziv in ne vem, kaj so moji sodelavci. Morda sem imel srečo ali pa nesrečo, da smo imeli eno notranjo šalo, ki smo jo začeli že dolga leta nazaj, kjer sem jaz zmeraj zaključil vsak pogovor z stavkom, ko bom jaz ravnatelj, bo že videl. Ne? Tako da, ko je prejšnja ravnateljica oznanila, da ne bo kandidirala, se je kar naenkrat cela sobana, 60-65 učiteljev, vsi naenkrat so se ozrli vame, nekako, evo, ne, zdaj te bodo pa tvoje neumnosti stale, ki jih govoriš, ne, in ne vem, nekako mislim, da so to sprejeli, zavedajo se, da je to velik zalogaj, velik je preskok, ker kot ravnatelj imaš opravka dejansko z zadevami, ki jih v nobenem nima z njimi opravka ne učitelj, ne svetovalni delavec, ne nič, se pravi čisto na novo področje prava, čisto na novo področje financ, ne, spoznavati velik del je to in velik zalogaj. Nekako so sprejeli, da se učim in da se oni učijo z mano, tako da nekih problemov nisem imel s tem in mislim, da če si pošten z sodelavci in naprej poveš, da ne veš vsega in da ne razumeš vsega in da boš delal napake in če si pripravljen te napake priznati in jih vsaj poskušaš popraviti, mislim, da ni nobenih problemov. Tako da, če vi razmišljate, kar. Hvala, Janko. Mogoče, Brane, ja, iz spleta vprašanja? So vprašanja in so tudi mnenja. Mnenja štejejo pravzaprav enako kakor vprašanja. Stanka je bila zelo se razgovorila, podala kar 4 svoja mnenja na različne paneliste in bom skušal malenkost tudi preoblikovati. Najprej pravi torej, da se popolnoma strinja z mnenjem, kaj je šolska knjižnica prvenstveno, kar smo slišali, mislim, da od gospoda ravnatelja. Potem pa pravi, da jih je COBISS zaznamoval z določenim stresom zaradi prenosa in to je tudi dejstvo sploh tisti, ki so morali brez konverzije prenašati stvari. Potem pa pravi glede zamudnin, da so tudi pri njih opazili, da je pač zamudnina zadeva najbolj delovala in da je svet zavoda potrdil zamudnine. In pa še to se pridržuje mnenju, da so ti spletni posnetki zelo dobrodošli, tako da tedaj kar vztraja pri tem, pa seveda vsi pri vas v uporabniškem servisu, ki ti pomagajo. Potem pa imamo še vprašanje Maje in sicer, koliko časa naj šolski knjižničarji namenimo informacijski dejavnosti, da računalničarju ne jemljemo dela in se, denimo, poleg nadomeščanja posvetimo tudi posodabljanju gradiva, izposoji, prehodu na COBISS Lib, odpisu, oblikovanju spletne strani knjižnice, administraciji družbenih omrežij in izvajanju, na primer, DSP, ISP. Tako da mogoče najprej glede posnetkov jih vsi sodelavci na IZUM upravniškega servisa snemamo, ne samo jaz, da tu gre zahvala čisto vsem v moji skupini, da imamo te posnetke pripravljene. Bomo tudi pripravili za COBISS Lib te posnetke, sedaj pa bi dal mogoče Mateja, boš odgovorila na to vprašanje? Ja, 4 ure na oddelek so nekako reka dogovorjene, zapisane. Mi, če damo 5 ur, se nič ne jezimo, je ena več, rečemo pa za naprej. Tako da, če dosežemo 4, smo že zadovoljni, je pa to težko, recimo, ni čisto enostavno. Jaz recimo za 6., 7., 8. jih je več kot 4, mogoče kdaj kakšen 5. razred samo 3, ampak se nekako tako potolažim. Sem jih tam naredila več, je tam kakšna ura manj, pa se potem drugo leto zravna. Morda, Brane, še kako? Za eno vprašanje še imamo časa, ali v publiki, ali iz spleta. Ok, še zadnje vprašanje. Ali ni? Dobro. Potem bi pa zdaj še na kratko se vam v bistvu zahvalil, ker se nam čas izteka. Lahko povem, da sem danes pridobil veliko novih znanj, nekih izkušenj kolegov in verjamem tudi vam bodo koristna. Vidi se, da vsi zbrani panelisti to delajo z srcem, da se res trudijo in res jih je treba pohvaliti za to, za vso njihovo delo. In tudi upam, da bomo te prakse, ko smo jih danes videli, da boste lahko v kakšni drugi knjižnici
pripravili, uporabili in na tak način to vašim učencem, dijakom omogočili. Na tem mestu se vam vsem panelistom tudi iskreno zahvaljujem. Upam, da ste v tej družbi, v tej pozitivno energijo dobili nek elan za naprej. Jaz zagotovo sem ga dobil dodatnega danes. Prav tako bi se zahvalil vsem v publiki za vprašanja, za prijaznost in tudi vsem, ki so nas spremljali preko spleta. Hvala vam. Najlepša hvala Tadej, najlepša hvala tvojim panelistom. Pravijo, da je vsega lepega enkrat konec, ali če malenkost parafraziram, vsega zanimivega in poučnega je enkrat konec. Torej, prispeli smo do konca prvih COBISS dni v Sloveniji. Lahko bi na kratko strnil vsebino posameznih panelov, a bom to raje prepustil vsakemu izmed vas. Danes se nas je v dvorani zbralo čez 90 in na spletu imamo torej smo imeli preko Zooma več kot 300 prijavljenih udeležencev, tako da verjamem, da bo vsak izmed vas oziroma da je vsak izmed vas pridobil nove informacije in odgovore na morebitna vprašanja. Tako po scenariju, ki sem si ga napisal, sem se vam jaz osebno želel zahvaliti v imenu organizatorja, v imenu celega IZOM in seveda v imenu direktorja. Pač direktor toliko zadovoljen z današnjim dogodkom, je rekel, bo pa to sam naredil, tako da prosim, direktor, če stopite. Ja, hvala, Brane. Hvala vsem, ki ste si vzeli čas, da ste nas počastili in prišli na ta dogodek, kakor tudi tistim, ki so se prijavili preko spleta. Moram res reči, da sem zelo zadovoljen z današnjo izvedbo, z današnjim sodelovanjem in posebej bi pa pohvalil tudi paneliste, ki ste dali tej konferenci poseben pečat in pa tudi vsem mojim dragim sodelavcem, ki so to konferenco odlično pripravili. Tako da najlepša hvala še enkrat in varno pot domov. Nasvidenje. Gospod direktor, to ni konferenca, to so dnevi COBISS. Pred 4 urami sva natančno govorila o tem, ampak očitno vi že gledate daleč v prihodnost, torej v leto 2024. Če mi dovolite še vse prisotne, ki ste v dvorani, vabim, da se mi čez 10 minut oziroma da se ponovno dobimo tukaj, ker bo za malo bolj smešno plat poskrbel naš gost, stand-up komik Admir Baltić. Dovolite pa, da na samem koncu seveda izkoristim priložnost in vas vse lepo povabim na konferenco COBISS 2024. Torej, želim si, upam, da se vidimo v jeseni naslednje leto. Najlepša hvala in srečno.